Opozarjate na nevarnost, ki se moče zdi stvar preteklosti, ampak mine so še vedno problem sedanjosti. Absolutno. Predvsem v svetu, ne toliko v Sloveniji, kakor v svetu. 66 držav je pravzaprav strašno ogroženih, od tega še 7 teritorijev, ki niso priznani. Slovenija sicer ne sodi med te države, ki bi bile ogrožene z minami, je pa med državami, ki želi pomagati v tej problematiki in to dela preko ITF-a, Ustanove za krepitev človekove varnosti. Uspešno že 17 let. Ko je ITF nastal, v začetku ste se ukvarjali predvsem z območjem Bosne in Hercegovine, Hrvaške, tudi zdaj je še fokus tam, ampak se širite tudi na druga območja. Ja, zdaj smo že prisotni tudi na Bližnjem vzhodu, v Libanonu, v Jordaniji, v Gazi, v Libiji, v Afriki, na Zelenortskih otokih, potem smo zelo močno prisotni v Afganistanu, potem imamo projekte tudi v Centralni Aziji, v Južnem Kaukazu in pa zdaj na novo delamo projekte za Ukrajino in pa, če bo vse po sreči, tudi Kolumbijo. Predstavljam si, da minsko polje se zelo hitro postavi, odstranjuje se ga pa dlje časa. Ja, nažalost je temu tako, ne pravijo. Tudi glede denarja je podobno, da če stane recimo en evro, ena mina recimo, ne, če bi to bila neka, bom rekel, smernica, potem stane deminiranje 10 evrov. Ne. Tako da v bistvu je to zelo velik problem, predvsem v pokonfliktni obnovi, po vojnah, po spopadih. ITF so že prizadeli kakšni varčevalni ukrepi? Absolutno, tudi nas so prizadeli varčevalni ukrepi oziroma se nas je dotaknila kriza. To se je poznalo pri donacijah, zlasti v preteklih letih, ampak z veseljem ugotavljam, da smo nekako že na dobri poti in da se zna zgoditi, da bomo letos absolutno imeli dosti več projektov in programov, kot smo jih imeli lansko leto in da zadeve so v porastu.